So avtomobili, ki vas prevzamejo že na prvi pogled, in takšni, ki jim to nikoli ne uspe. Toyota Avensis je že eden takšnih nevpadljivih avtomobilov. Kljub temu, da so se oblikovalci trudili narediti bolj izrazito obliko, razen z masko še vedno ne obrača glav. Vendar v prvi vrsti to niti ni bil namen Japoncev. Avensis je pač družinska limuzina, od katere vozniki pričakujejo, da se bo kar postarala z njimi. In da ne bodo imeli nobenih težav z zanesljivostjo, seveda. V zadnjem času je v ospredju tudi varčnost, kar za tale motor še posebej velja, saj gre za najšibkejšega med tremi turbodizli. Čeprav je pospešek do 100 km/h tik po 10 sekundami, nikakor ne pričakujte razsipavanja z močjo, ki je za 93 kW. Več vam bo pomenila prožnost motorja, čeprav je v nizkih vrtljajih precej anemičen. Še bolj pa vas bo navdušil tale ročni menjalnik s 6 stopnjami, ki je prijeten za uporabo in natančen. Kar nekaj pozornosti so namenili občutkom med vožnjo, da bi bila ta bolj dinamična. V primerjavi s predhodnikom je že opazen napredek, vendar konkurenca tu še vedno ponuja več. Tako pri občutku na volanu, kot pri vožnji skozi ovinke. Vendar je po drugi strani vožnja po avtocesti zelo umirjena, sicer ne tako tiha, a vselej udobna. In predvsem varčna. Tu se Avensis odlično odreže. Čeprav tovarna obljublja, da porabi le dobrih 5 litrov dizla na 100 km, tudi v resnici ne boste trošili bistveno več kot 6 litrov. Kupci so prej tarnali tudi nad preveč plastično in dolgočasno notranjostjo. Ne bom rekel, da napredek ni opazen, vendar je tale armaturna plošča še vedno preveč plastična na pogled in otip. Še najbolj zanimivi so tile merilniki. Glede na mere, Avensis limuzina namreč meri skoraj 4,7 metra, sem pričakoval tudi več prostora na zadnji klopi. Zato pa ga je spredaj več kot dovolj. Škoda, da je cena za sicer zelo soliden avtomobil tako zasoljena. S takšno sicer zelo bogato opremo stane kar 30 000 evrov. Vendar se začetni vložek pozna po veliko prevoženih kilometrih, saj so stroški uporabe manjši. Zato, kot sem rekel, takšen avto se mora postarati z voznikom.